Zdrav, banda. Tudi, če se za politiko ne zanimate kaj preveč, to še ne pomeni, da ne čutite njenih posledic. Razen, če ste Klingon iz planeta Kronos. Anja, Reja in Matevž zagotovo niso. Zdravo. Zdravo. Ste pa dijaki. Smo. Ste. Če ostanemo pri 43. členu Ustave, volilni pravici, Reja, ti jo že imaš? Ja, jaz imam. In si se razveselila, je bila ta glavna stvar, zaradi česa si čakala 18. rojstni dan? Ne glavna, ampak definitivno ena izmed. Zakaj? Imam veliko odgovornosti, nimam pa še to pravicno zdaj. Zdaj imam končno neko temeljno pravico kot odrasel državljan. Anja, ti še volilne pravice nimaš, ampak jo pa kmalu dobiš in sicer to ravno v letu, ko nas čaka kar nekaj volitev. Tako je. Tudi sama se volilne pravice veselim, saj se zavedam, da se bom tako lahko aktivno vključevala v politično življenje in nekako poskrbela, da bo tudi moj glas slišan in nekako obveljal. Matevž, ti še nimaš, ne? In boš se še malo načakal. Tako, še leto pa pol. Ampak med tem, ko čakate na volilno pravico, a se mogoče poslužujete kakšnih drugih vzvodov vplivanja, recimo imamo proteste, pa lahko sodelujete v nevladnih organizacijah? Sam še nisem nikjer tako aktivno, ampak načeloma ja je neka opcija, ki vedno ostaja odprta. Anja? Tudi sama se v to ne vključujem. Ampak zakaj ne? Ker si rekla, ti ful veliko pomeni to, da boš lahko se odločala. Moja želja po vključevanju v politično življenje vseeno ni tako velika, ne tako velika, da bi se vključevala v ta gibanja, se pa bom definitivno udeležila volitev. V bistvu imate občutek, da lahko z volitvami dejansko premaknete neke stvari, da vas politiki tudi nagovarjajo? Sama definitivno ne, ampak to mora vsak narediti, da lahko skupaj dejansko nekaj naredimo. In tudi, če jaz ne grem volit, potem se ne morem pritoževati nad stvarmi. Šele ko pač jaz nekaj naredim, imam tudi dejansko pravico, da se pritožujem na nek način. Ampak zdaj se veliko razpravlja tudi o tem, da bi se spustila meja, pri kateri stopamo do volilne pravice. Recimo na Malti so ravno določili, da je 16 let že dovolj, v Avstriji že nekaj časa 16 let, Grčija 17. Kako vidva razmišljate o tem, sploh kaj še zaenkrat nimate? Meni se zdi dober predlog, mislim sicer dvomim, da bi to vzdignilo zanimanje politike pri mladih, ampak še vseeno se mi zdi dobro, da omogočimo tistim, ki pa želijo sodelovati, da sodelujejo že prej. Glede na to, da lahko vozimo avto že pri 16. Se strinjam z Matevžem, čeprav mislim, da 16-letniki še ne razmišljajo toliko z lastno glavo, temveč so podrejeni nekako razmišljanju staršev ter vrstnikov. Kdaj pa začnemo razmišljati svojo glavo? Bi rada rekla, da pri 18, ampak mislim, da to ni ravno res. Tako da, ne vem, pravzaprav je to odvisno od vsakega posameznika. Reja, pa ti, ko imaš volilno pravico, si začela, ne vem, na tem prelomu, pred 18 se še več zanimati za politiko. Jaz sem se sicer že prej, zaradi debaterstva in vsega, ampak sem definitivno, zdaj, ko imam pravico, bolj začela prebirati stvari, se pozanimati sploh pred volitvami. Matevž, pa ti, ki sicer še nisi zdaj aktivno vključen, ne, ampak vseeno, kaj pa ti počneš? Večinoma prebiram slovenske, pa tudi kakšne mednarodne časnike. To v glavnem to, no, z mojega dela. Ampak se počutiš recimo tudi tako, da te politike nagovarjajo, da... Pač vidi se, da nimamo volilne pravice in zaradi tega pač smo na stranskem tiru. Ampak na kak način se to vidi? V tem, da če se že govori o mladih, se govori o študentih, zelo redko o dijakih ali pa še manj o osnovnošolcih. Kaj pa je najpomembnejša stvar, ki je naredil predsednik ali pa predsednica razredne skupnosti za vas? Reja. Skrbi, da imamo lepe puloverje vsak let, ki jih dobimo. Predstavljate ste, ureja spraševanja, vedno, ko se treba kaj dogovoriti z učitelji, naš predsednik poskrbi za to. Torej en tak dober zgled predsednikov. Tako, recimo. Ampak za dijake pa naj bi skrbela tudi Dijaška organizacija Slovenije. In parlament Dijaške organizacije Slovenije je dijaški predstavniški organ in najvišji organ Dijaške organizacije Slovenije, ki zastopa voljo vseh slovenskih dijakinj in dijakov. Se s tem strinjate? Imate izkušnje? Matevž? Bolj malo izkušenj, če že z našo dijaško skupnostjo, bolj kot z slovensko kot celoto. Vem, da obstajajo te zadeve. Vem, da so nekateri z naše šole člani teh organov, ampak ne bi pa pejal nekih podrobnosti, ker se pač redko pojavlja. Rekli ste, da ste naklonjeni sicer politiki, ne? Dijaška politika pa na nek način nekaj, kar je namenjeno vam, pa vas ne zanima toliko. Zakaj? Sicer jaz imam izkušnje z dijaško organizacijo, ampak nisem dobila občutka, da predstavljam mnenja vseh dijakov, ampak da je bolj zaprta skupnost. Se mi zdi, da so bolj ostale stvari, ki bi lahko vključevale dijake, ne točno ta skupnost, mogoče. Torej bi lahko naredili še kakšen premik na bolje?
Ja, definitivno, ampak tudi že obstajajo drugi organi, ki že omogočajo. No? Tako da to definitivno ni edini način. Ampak kje je pa tam, kjer se vi počutite nekako domače, kjer vas predstavljajo, kjer čutite, da je nekako slišan vaš glas? Jaz osebno delam na radiju, Radio Študent, in to mi dosta omogoča, da svoje mnenje predstavljam. Matevž, kje se pa ti počutiš nekako najbolj vključenega, pa da je slišan tvoj glas? Pri naši šoli se veliko da tako kot preko razrednega predsednika, kot tudi preko učiteljev samih. Tudi, naprimer, dva moja sošolca sta člana sveta šole, da se da tudi preko njiju dodatno pač sodelovati pri odločitvah šole. Bi pa rekel, da je to neko najdlje, koliko sega naša uslišanost. Pa je kakšna takšna tema, o kateri menite, da bi se moralo več debatirati, no, oziroma več pogovarjati iz vašega sveta? Reja. Beg možganov, definitivno. Predvsem ti mali problemi, ki mogoče večkrat se zdijo res mali, ampak so namenjeni nekemu olajšanju našega vsakdanjega življenja. Naprimer, na naši šoli je tak primer pitnikov s toplo vodo za kuhanje čaja in kave, ki pač se potem izgubijo, ker je problem s financami, seveda, tako pri vsakem projektu danes.